Torej, ena izmed dobrih stvari v CERN-u je, da je izredno internacionalna, ne. Je pač, povezuje mnogo inštitucij, povezuje mnogo, držav, ker tudi recimo država, ki ni članica, pridružena članica, ima lahko inštitut, ki pač recimo sodeluje, a ne. In zato se tukaj srečuje ogromno ljudi. Ogromno izjemnih ljudi, a ne. Ne samo pač tako eksperimentalni fiziki, ki se ukvarjamo z analizami, ampak tudi teoretiki, tudi z inženirji, a ne, ki delajo na samem robu, tehnologije in znanosti. In to so ljudje, kakor sem pač jaz človek, a ne, in pač jih srečuješ v restavraciji, z njimi se lahko pogovarjaš, z njimi lahko greš na kavo, srečuješ jih na seminarjih in je to res nekaj izjemnega. To so ljudje, ki so pač posvetili leta in leta svojega življenja, da so pač razvili znanje za tak zelo niš mičken, delček in si lahko izjemno hvaležen, da, ti predajo to znanje, a ne, da pač se lahko z njimi o tem pogovarjaš. Zato je to res izjemno. Po drugi strani je pa CERN tudi unikaten, kar se tiče lokacije. Če pogledaš druge take velike laboratorije ali pa eksperimente, recimo, ne, posebej za nevtrine, so pač glede na naravo nevtrinov, so ti eksperimenti vsi nekje pod zemljo, oziroma so nekje skriti, a ne, kar je mogoče težje dostopno. Fermilab tudi ni, v velikem mestu, je malo, odmaknjen, a ne. CERN ni. CERN je 20 minut iz Ženeve, a ne, in je, dejansko lociran v enem izmed najlepših okolišev zame, a ne. Tako da je ne samo, internacionalno podprt, ne samo, da dobiš izjemno podporo, kar se tiče znanja in prenos znanja, ampak ti omogoča tudi izjemno kvalitetno, življenje izven, dela. In zato se mi zdi, da je tako unikatno, da take stvari, zdaj, ko bo Slovenija pridružena članica, je pač treba izkoristiti, a ne.